To so poudarki današnjega Pomurskega dnevnika. Po več tednih še vedno ni znano, kaj se bo zgodilo z mlinom v Beltincih, ki ga je popolnoma uničil požar. Tradicionalni koncert ob svetovnem dnevu zborovskega petja. Božično-novoletni koncert Pihalnega orkestra Murska Sobota. Gripa nas je letos obiskala 6 tednov prej. Vreme, jutri bo oblačno z občasnimi rahlimi padavinami. Spoštovani gledalci, cenjene gledalke, lepo pozdravljeni. V požaru, ki je v središču Beltinec povsem uničil objekt starega mlina in prostore Kmetijsko-gozdarske zadruge Sloga, in po prijetju požigalca, ki so ga ujele nadzorne kamere, se poraja vprašanje, kaj se bo zgodilo s stavbo starega mlina in prostori Kmetijsko-trgovskega centra Sloge. Najbolj verjeten scenarij je, da bodo zgradbi porušili v celoti, usoda poslovalnice Sloge pa tudi zdaj še ni znana. Takšen je danes, slab mesec dni po požaru, pogled na pogorišče starega mlina v središču Beltincev. Požgana stavba in ograjeno območje sta postala vsakdanja podoba kraja, ob kateri se domačini sprašujejo, kako dolgo bo še tako in kaj bo na tem mestu sploh lahko zraslo. Ja, gledajte, res je to moteče tukaj v središču. Zdaj, kdo bi pač imel toga sredstva, da bi to uredil, ne vem. Ampak takole sigurno ne more ostati, ne? Požar naj bi zanetil 23-letni domačin, ki so ga posnele varnostne kamere. Policisti so ga prijeli dan pozneje, od 18. novembra je v priporu, preiskava pa še poteka. Tožilstvo je nedavno zanj predlagalo podaljšanje pripora, škoda pa je po prvih ocenah okoli 500 000 evrov. Sama stvar, ki zdaj predstavlja neko podrtijo, je potrebno čimprej očistiti in tudi razmišljati o neki novi zgradbi ali nečem drugem. Odločitve o prihodnosti kmetijske prodajalne Sloge še ni, saj lastniki še čakajo na strokovne ocene. Zaradi hujših poškodb in vprašljive statike pa bo objekt po vsej verjetnosti treba porušiti. Za zemljišče v središču Beltincev se že zanima tudi občina. Absolutno, vkolikor bo seveda ta možnost dana, bo občina poskusila narediti seveda vse, kar je znotraj seveda gabaritov, ki so nam dopustili, se pravi neke ekonomičnosti in pa racionalnosti in pa transparentnost seveda omogoča, bi želeli to nekako nepremičnino pridobiti v svojo last ali pa lastnino. A zadnjo besedo bo imel lastnik. Že pred več kot desetletjem so se pojavile zamisli, da bi stari mlin dobil muzejsko vsebino. Po požaru pa domačiji vse pogosteje omenjajo, da bi si na tem mestu želeli nekaj bolj uporabnega za vsakdanje življenje. Dejstvo je, da primanjkuje stanovanj. Zdaj, če bo stanovanjski sklad bi imel malo več posluha za lokalne skupnosti, bi se tukaj lahko zgradil stanovanjski blok. Ker po gorišču neposredno meji še ena kmetijska prodajalna, je občina Beltinci obema lastnikoma že ponudila nadomestna zemljišča v poslovni coni, da bi se dejavnosti lahko preselile drugam. In naša želja seveda je, da se na tem mestu oziroma na tem kakorkoli kraju začne dogajati morda druga vsebina, ki tudi bistveno bolj spada v sam center Beltinec oziroma v središče Beltinec. Osumljenca tako po vsej verjetnosti čaka sojenje in morebitna zaporna kazen. S požigom pa je Beltincem že zdaj vzel pomemben del podobe središča. Ob svetovnem dnevu zborovskega petja je društvo Mešani pevski zbor Štefana Kovača Murska Sobota v stolni cerkvi svetega Nikolaja priredilo tradicionalni koncert. Na koncertu so kot gostje nastopile članice vokalne skupine Žarek, ki deluje pod okriljem strokovnega društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov. Dragi gledalci, v naslednjih minutah vas bomo povabili na božično-novoletni koncert Pihalnega orkestra Murska Sobota. V naši družbi je član orkestra Primož Gider. Lepo pozdravljeni. Dober dan. Tudi letos prirejate tradicionalni koncert. Tako je. V nedeljo 21. decembra ob 17. uri na osnovni šoli 1
se že veselimo in če nekaj delaš s takšno vnemo in zavzetostjo, potem je to zagotovo dobra osnova, da bo koncert tudi za naše obiskovalce prijeten, zanimiv in prepričani smo, da bo temu res tako. Zdaj mi te tradicionalne koncerte pripravljamo vedno ob decembrskem prazničnem času, to je praktično vedno zadnja nedelja pred Božičem. Zavedamo se, da je decembra ogromno dogodkov, tudi mi smo včasih se že spraševali, ali bi ta dogodek morali biti prestavili, pa smo rekli ne, prav ta čas je res tako čaroben tudi za nas in takšna pomembna tradicija, da to ohranjamo naprej. Imamo dokaj zveste obiskovalce, vsako leto pride tudi nekaj novih, tako da obiskovalcev nam res nikoli ne manjka in škoda bi bilo tako prijetno tradicijo prekiniti. Kakšen glasbeni repertoar lahko pričakujejo obiskovalci? Ja, zdaj je naš predsednik Oliver Korošec in dirigent Simon Sobočan na eni strani urejata še zadnje podrobnosti glede organizacije, da bo v nedeljo res vse tako, kot mora biti. Mi glasbeniki smo, upam, da v glavnem pripravljeni, sledi še kakšna vaja ali dve, vključno z generalko in repertoar bo tudi letos pisan. Za takšno zasedbo, kot je pihalni orkester, seveda ne sme manjkati tradicionalni koračnic, potem imamo nekaj svetovnih znanih pop priredb, pa tudi nekaj zimskih klasik. Če zgolj nekaj od tega na kratko omenim, recimo skladba od skupine Coldplay, Vida la Vida, potem od Georgea Michaela Last Christmas, tu pa je recimo tudi tradicionalna koračnica, prekmurska koračnica, ki jo je pred več kot 20 leti posebej za naš orkester napisal priznani skladatelj gospod Alojz Krajnčan. In to je res neka tista skladba, ki jo večkrat igramo in za katero si želimo, da bi v prihodnosti o njej posneli tudi v tem prekmurskem okolju videospot in jo tako ohranili tudi za prihodnje generacije. Torej, verjamem, da se bo našlo za vsakega nekaj, repertoar je res pisan, tako kot vsako leto. In koliko članov orkestra bo, če se izrazim slikovito, pihalo v eno? Ja, nas je nekaj malo čez 40 in tradicionalno božično-novoletni koncert je res tisti dogodek, kjer se zberemo res vsi. To je verjetno enkrat ali dvakrat na leto, da uspemo vsi priti, ampak to je v našem letnem programu nekako res tista pika na i, tako da več kot 40 nas bo in verjetno edinstvena priložnost, da slišite pihalni orkester v vsej svoji sestavi in pa v vsej svoji, kako bi rekel, glasbeni izkušnji z vsemi instrumenti slišate, torej v nedeljo 21. decembra ob 17. uri na osnovni šoli 1 bo to več kot odlična priložnost za vse obiskovalce. Pihalni orkester Murska Sobota pa ima 90-letno zgodovino in pa seveda svoj značilen grb. Ja, res je. Grb smo skozi leta nekoliko posodobili oziroma ga šele poustvarili. Avtorica grba je naša članica Sandra Korošec. Res pa je, da pihalni orkester Murska Sobota je 2 leti nazaj praznoval čestitljivo 90-letnico obstoja. Jaz sem imel to čast, da sem recimo pisal kroniko ob 80. in 90-letnici orkestra in prav nisem mogel verjeti, koliko pomembnih dogodkov je bilo za pihalni orkester v vsej njegovi zgodovini. Danes se mogoče te neke družbene dejavnosti počasi izjalovijo, so pomemben seveda prispevek neke družbene pojavnosti, vendar pa je takrat pihalni orkester Murska Sobota res imel svojo moč. Recimo v svoji zgodovini so si uspeli tudi z stavko, potem v občini zagotoviti boljše pogoje in tako naprej. Bi pa omenil zgolj nekaj zanimivosti. Včasih se naslanjamo na bogato zgodovino, vendar pa mi še nekako vedno imamo stik v pihalnem orkestru z samimi začetki. Recimo jaz sem še imel priložnost igrati v orkestru z gospodom Jožetom Korošcem, zdaj že pokojnim članom, mislim, da okrog 10 let. On je tudi oče našega zdajšnjega predsednika Oliverja Korošca in on mi je z prve roke govoril zanimivosti, ki so se dogajali v preteklosti, saj je sam igral z človekom, ki je bil z 50 leti najdaljši
nekako član pihalnega orkestra Murska Sobota in ne boste verjeli, koliko zgodb je bilo, od kako so včasih hodili na koncerte, kako so se obveščali o nastopih. To so bile avtobusne povezave, ko so eni člani hodili na Goričko obveščati druge, da so potem nekje v tretjem kraju čez 2 dni igrali in tako naprej. Pa še ena mogoče zanimivost, današnji predsednik Oliver Korošec, on je bil učenec, bom rekel, alfa in omega Mursko-soboške glasbene šole nekoč in pa tudi pihalnega orkestra Murska Sobota. Gospod Jože Grlec je bil več kot 30 let prepoznavni dirigent in pa učitelj glasbe v tem okolju in on osebno je učil našega predsednika. On večkrat izpostavi to anekdoto, da sta hodila po soboškem letališču. Mali Oliver je takrat igral na, mi rečemo, drumico, se pravi mali bobenček, gospod Grlec je pa takrat odrezal kos šunke in pojedel in ga lepo spremljal in nadzoroval, da je Oliver lahko postal tako odličen glasbenik, da je še danes z nami, mislim, da drugi najstarejši član orkestra. Torej, res zanimive zgodbe piše vaš orkester in jih bo še pisal tudi v prihodnje. Kateri instrument je vaš? Moj instrument je klarinet. Mislim, da nas je v zasedbi 9 klarinetov. Članov, kot sem že omenil, nas je več kot 40. Je pa v našem pihalnem orkestru tudi ena mala posebnost. Recimo gre, ne bom rekel, da za družinski orkester, vendar pa je to ta posebnost, da v njej nastopa vsaj 9 družin. To je različno povezanih družinskih članov, ali je to mož, žena, stariš otrok, brat, sestra. Tako da res ena zanimiva zgodba. Drugače smo, kar se tiče zasedbe inštrumentov, kar dobro pokriti. Seveda pa vedno vabimo v svoje vrste tudi mlade glasbenike. Tudi sam mislim, da je takšna oblika nastopa oziroma udejstvovanja uspešno nadaljevanje neke glasbene kariere, kajti mnogo mladih se udejstvuje v glasbenih šolah, potem pa hitro odneha z igranjem. To je več kot odlična priložnost, da vsaj kar se tiče te zasedbe, klarineti, flavte, trobente, saksofoni, baritoni, pozavne, bobenčki, da najdejo nek izziv in igrajo naprej. Mi se praktično tedensko srečujemo, če ne na vajah, pa na koncertih. Tako da res smo ena prijetna družba in nekako ta božično-novoletni koncert, kar je tudi danes glavna tema razgovora, je res naš vrh in prav veseli smo, da se lahko na tak način predstavimo našemu lokalnemu okolju. Zato še enkrat povabilo vsem v nedeljo ob 17. v športno dvorano Osnovne šole 1. In vstop je prost? Vstop je prost, tako je. Nekako mi želimo, da je to dostopno za vse in na nek način naj glasba v ospredju in tudi po eni strani je to božično-novoletno darilo pihalnega orkestra Murska Sobota vsem našim obiskovalcem, ki nas tako ali drugače spremljajo in izkusili smo, da se to vedno zelo dobro obnese. Vedno smo vsi zadovoljni in zato ti božično-tradicionalni oziroma božično-novoletni koncerti tradicionalno trajajo tudi naprej in tudi s tem nekako nadaljujemo to 90-letno tradicijo, kajti to, kar so nam pustili zanamci, ni nekako samoumevno in potrebno je kar nekaj angažiranosti, da to kompetentno zgodbo peljemo tudi naprej. Najlepša hvala za povabilo. Mi verjamemo, da boste v nedeljo poželi velik aplavz in opravljajte to svoje čudovito poslanstvo tako uspešno še naprej. Hvala lepa. Še enkrat povabilo. To bo zagotovo večer, ki bo združil toplino praznikov, moč glasbe in pa prijetnega druženja z glasbeniki in pa z občinstvom z obeh strani. Hvala. Tudi vam. V nadaljevanju programa bomo v svetovalnem studiu gostili specialistko socialne medicine in javnega zdravja Tatjano Kranjc-Nikolič z NIJZ Murska Sobota, s katero se bomo med drugim pogovarjali tudi o cepljenju pred gripo. Gripa kroži med nami in sicer v velikem številu, je še vedno čas za cepljenje tistih, kateri niso zboleli, kajti ta stanje bo trajalo kar nekaj časa še. In se priporoča cepljenje, kajti pri malih otrocih se odpornost proti gripi po cepljenju
pojavi že po 1 tednu, pri odraslih, starejših po 2 tednih, torej v tem nekem oknu od cepljenja do razvoja odpornosti proti virusu gripe, se lahko človek izogiba množicam, bivanjem v zaprtem prostoru z velikim številom ljudi. In kako kaže z vremenom v prihodnjih dneh? Jutri bo pretežno oblačno, po nekaterih nižinah bo še vztrajala megla. Zjutraj je bilo oblačno. Opoldne so v Murski Soboti, Radencih in Lendavi namerili 1, v Krajinskem parku Goričko pa 0 stopinj Celzija. Jutri bo oblačno z občasnimi rahlimi padavinami, ki bodo popoldne po večini ponehale. V vzhodnih krajih bo tudi megleno. Najvišje dnevne temperature bodo od 3 do 8. Najnižje jutranje temperature v severovzhodni Sloveniji bodo v Murski Soboti na Ptuju 3, v Mariboru 2, najvišje dnevne pa v Murski Soboti 6, v Mariboru 8, na Ptuju pa 7 stopinj Celzija. V četrtek in petek se bo nadaljevalo precej oblačno in po nekaterih nižinah tudi megleno vreme. Več sonca bo v višjih legah, nekoliko topleje bo. Temperature se bodo v naslednjih dneh zjutraj gibale med 2 in 5, čez dan pa med 6 in 12 stopinj Celzija. To je bilo za danes vse, kar smo vam pripravili v naši osrednji informativni oddaji. Dogajanje v Pomurju lahko spremljate tudi preko naše spletne strani ali socialnih omrežij. Hvala za vašo pozornost in lep pozdrav!